Manj kot dan slovensko politiko loči od začetka sestavljanja nove vlade. Nekaj glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek. Koalicijsko pogodbo so stranke podpisale dan pred izvolitvijo novega predsednika vlade. V njej je med drugim tudi predlog za pripojitev Komisije za preprečevanje korupcije k povsem novi tožilski enoti SKOK. Ta bi se ukvarjala s pregonom korupcije in kaznivih dejanj med javnimi funkcionarji, javnimi uslužbenci, sodniki, tožilci. Treba je premisliti, če je ustanovitev takega organa smiselna, je kritična predsednica republike. Pri KPK-ju se pa dajmo vprašati, kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati, in če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro. Janša, ki bo torej jutri začel s sestavljanjem nove ministrske ekipe, bo imel 15 dni časa za predložitev imen. Nova vlada pa bi tako lahko nastopila v prvih dneh junija.